Ej, brat, a jaz vidim dvojno. Ne, brat, res je podvojen digitalni bon. Živijo, jaz sem Igor Mikić, prva mišica Ljubljane. Vsaka srna me uname. To pa ja. Vzdevek je prišel, ker sem imel prvi v Sloveniji fitness oddajo Mikićevi fitness sistemi. To je bilo 10 let nazaj, je bila kar velik hit. Noter sem predstavljal vaje, povedal kaj jem, kako se trenira, kako skrbeti za lepo telo, ker okus izgine, postava pa ostane. Zato se izogibajte predelane hrane. Moja prva ljubezen je bil modeling, manekenstvo. Že od nekdaj ful spremljam modo, dam velik poudarek na zunanji izgled, ker zunanji izgled odraža notranje počutje. Tako da, kakor vidite, se jaz počutim zelo solidno. Moj zaščiten znak je po moje nakit, pa ta Johnny Bravo frizura. Moraš biti na vsakem koraku pripravljen, da srečaš ljubezen svojega življenja. Če te bo videla tazga, da imaš zaležano frizuro, pa da si nisi zob umil, ne. Tako glih ne boš očaral. Po mojem sem v napačni branži, a veš, sami fantje se palijo name. A veš, punce nekako kar se bojijo pristopiti, ker sem tak hrust, tak velikan in pa rečejo, to je prevelik zalogaj. Zaenkrat še ne. Ona verjetno nje mene, me pozna, jaz pa nje še ne, tako da naj se javi. Folk ima napačno percepcijo o mene, ne, en gospod je rekel, ja, Igor, ti si prvi slovenski Casanova, pravi playboy. Ti si imel verjetno veliko enih žensk. Sem rekel, ne. Zame je playboy tist, ki ima eno ta pravo in za njo res dobro skrbi in je srečna zraven. Tako da jaz sem bolj človek dolgih vez, se ful navežem in je pol težko, ker se to prekine, ampak vsega lepega je enkrat konc. Če bi jaz mogel zbirati postava ali obraz, vedno bom izbral raje obraz. Lep obraz nikoli ne gre iz mode. Kaj mi je najbolj všeč so mehen smrček, lepi urejeni zobje, ker zobje ne moreš glih sfejkati, tako se vidi, da imaš pravo higieno ali skrbi ženska zase. Pa po moje zato, ker ima frizerka urejene lase. Če jim vidim mastne lase, rečem, punca moja, ti si bila pa lena. Če si jaz lahko vsak drug dan glavo umijam, si jo lahko tudi ti. Če jim vidim na ženski eno dlako, tam, ker ne sme biti, jaz pobegnem, jo odsvrem. Zato so mi bolj blond všeč, ker pri blond ženskah se ne vidijo dlake. Pri temnejših, ja, se vidi. Brijem si pa zato, ker sem delal svojo prvo modno revijo, pri 17-ih je bila za kopalke in so rekli, ja, čim delaš tako revijo za spodnje perilo, pa to moraš imeti noge pobrite. In potem sem začel, pa roke in od takrat je pol to ostal. Ne vem, meni je to tako grdo, da je noro. Ampak ja, glej, če ni lep avto, ga pač pokriješ. Ja, končal sem 3-letno za kuharja, potem sem šel +2 za gostinskega tehnika in sem razmišljal, imam željo iti na kakšno fakulteto. Šel sem v Avstralijo, sem se preselil v Melbourne, ker sem bil star 23, ostal sem tam 2 leti, potem sem šel v Milano delati še malo modeling pa na Tajsko, tako sem veliko prepotoval. Jaz imam starejšega brata, 4 leta je starejši, on je že pri 18 letih šel v London igrati rugby poklicno, pa zraven je frizeral, ker moja mati ima svoj frizerski salon. In pol ga je en klub kupil na Novi Zelandiji in on je tam igral 6 let in se je preselil v Adelaide v Avstralijo. Sva šla z mamo okoli sveta pa na poroko na Fidži do njega in takrat sem prvič prišel v Avstralijo, sem se zaljubil v kulturo, v klimo, res je vse zelo čisto po regalcih in sem se odločil, da sem preselil.
ampak ne do njega, tako kot mnogi mislijo. Jaz v življenju nočem nobene imeti palce zraven, na katero se bom naslanjal. Moraš biti ti toliko močna oseba, da lahko štartaš iz nule bilo kje. Najdel sem celo eno agencijo, ki mi je sponzorirala enoletno vizo, modeling agencija. In pridem v kuhno, najdem eno kuhno, pridem delati, ja, znaš poširano jajce, a veš, kakšno je to jajce? To je ono, ki ga baciš v vodo, pa ne sme razpasti. In jaz rekel, ja, znam. In jaz sem njih na trik dubu, sem rekel, jaz to znam, ampak daj pokaž, kako vi to kle delate, In pol mi je on pokazal, jaz sem sam ponovil, In pol je rekel, a znaš holandez omako narediti, to je neka čudna rumena omaka. In jaz sem teh omak, to pa sem rekel, daj dol z menija, ker jaz to nam v lifeu delam. No in prvo let je bilo kar težko, sem pošel malo še v Perth, pa v Sydney, ampak sem šel preko sebe, sem rekel, glej, kaj je najtežji, ne bo šel domov mrtki jokat, in sem ustrajal in mi res ni žal. Je bila najboljša izkušnja do zdaj. Pogrešal sem to svojo kariero, kamere, manekenstvo in ko sem prišel domov, smo štartali eno oddajo. Zdaj je trenutno najboljši režiser v Sloveniji, takrat je on šele komi začenil in je imel neko serijo Model Fant prijatelj in je rekel, jaz tebe rabim, ti si tak lik, kot Johnny Bravo. In sem prišel v to serijo, sem odglumil in rekel, koliko ima tebe kamera rada, ti rabaš svojo oddajo. Takrat je mene full fitness zanimal in je rekel, Mikićev fitness sistem. In sva posnela dve sezone, bilo je res hit in oba dva sva skupaj rasla, To je res fajn imeti nekoga, ker 15 let sva že prijatelja, oba sva kariere skupaj zgradila. Povej mi enega bolj oblečenega Slovenca. Imam tukaj cel dan lahko čakam, ker ga ni. Moda me že od nekdaj zanima, full dan, pa ne na znamke, Imam en quote, ne nosi znamke, bodi znamka, Punco sem izselil iz svojega fleta samo zato, ker ni imela kam dati svojih cun, ker jih imam jaz toliko preveč. Kombinacije nešteto, lahko sam povem, da sam zgornjih delov jakan, jackjev, plaščev imam mene 54. Všeč sta mi ta D-Squared, ki ima tak odbit stil, sem se celo pred kratkim slikal z njim tukaj v enem slovenskem klubu. Pa recimo kakšen Cavalli, zato ker te animal prints, vzorci, to mi je ker jaz sem tako kot čita, kako je čita? Žival, ki je največkrat bila v knjižnici. Veš, kot čita. Pobarval sem na roza lase in sem rekel frizerki, daj mi, a imaš črn lak? Ja, ne, imam pa roza. Sem rekel, no daj, če si pa lase že dala, boš dala pa še roza lak. Punca je tudi ful všeč, ne morem verjeti, kar pride do mene, to ti res seksi paše, sem rekel, to pa ja. Mnogi ne vejo, da sem bil že v osnovni šoli, v pevskem zboru, pa v cerkvenem zboru sem tudi bil, In pol, ko smo snemali oddajo Alfa Mikić, sem imel željo, da naredimo eno oddajo o glasbi in v sklopu tega je nastal tudi moj prvi komad, to je Mikić. In do zdaj, od tistega cajta do zdaj sem jih že ene 20 izdal. Vsak komad ima neko svojo zgodbo. V tistem času, kako sem se počutil, recimo, ko sem šel s punco na razen, sem dal komad v Nisva za skupaj. Pol zdaj ta novega, ker še nisem prebolel. Je padel še ta nov, tako da je inspiracija še vedno ista. Sem pa res srečen, da delam to s srcem, da noben mi ne ukazuje, ja, moraš pa narediti, pesem o Timo Rožica, ker nisem to jaz, Moj najdražji spot sem šel snemat ene kadre v Dubaj, druge sem šel snemat v Tokio, da je šla cela ekipa zraven, je, po moje, smo prišli na 25 jurjev. Ja, ampak vse, kar pride zraven, kar so obleke, ne moreš imeti stare outfite, moraš biti swag, nove outfite, YouTube promocijo ali ne vem kako ga kaj tržeš. Tako da ja, to je kar kozarc brez dna. Moja srna, srce me pogreša, glava ti pravi, da ne, jaz pa vem, da
najboljši ritem in najbolj iskren komad. Po mojem folku je vseeno še moj prvi komad, to je Mikić, ki mi je najbolj všeč. Ne, meni je moja srna nekako najljubši. Kaj je bila najboljša? Najboljša izkušnja je bila, ker sem snimal reklamo s Chuck Norrisom. Pa to ni vic. Mene kličejo na en casting, da sem že na pol potrjen, sem bil ful všeč režiserju. Pridem na fitting in ona mi neki na iPadu kaže neke slike in vidim enega starčka z unim kavbojskim klobukom, z brado in se začnem smejati. Sem rekel, kaj me boš oblekla v Chuck Norrisa? Je rekla, no, Chuck Norris, he's here, he's coming right now. In jaz rekel, ja, itak vic, 1. april. In res ti poleti ženo. In jaz gledam, pa to je zihar nek imitator, veš. In v reklami se vidi sam, moja lepinja pa njegova, tako da s tako legendo, ikono sem posnel reklamo. Čez 5 let rad bi sam, da me malo bolj začnejo resno imati tudi kot voditelja. Pač ta show biznis, to sem jaz, tudi radijske oddaje malo pogrešam. Puščam tako, odprte roke. Morje, rad bi šel kaj na morje. To bo zdaj dogajalo, da bom šel v Barcelono za 8 dni malo se potepati tam po španskih ulicah in dekletih. Prišel dela dobro reklamo Balkancem. Svet je kot prazen list papirja, na katerega riše domišljija. Ker če ne bi domišljije imeli, bi še vedno v starem veku živeli. Ker ona skrbi, da človek vizijo in sanje ustvari si. Zato tudi vi zaprite oči in si predstavljajte, kje bi radi čez 2 leti bili. In vse, kar se vam v glavi rodi, napišite na papir, da ne pozabite, potem pa pejte v svet in jih uresničite. Grem na fitness, hvala ti. Vse veš, da imam to.